Lepo zdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach iz Kidričevega, kjer je vetrovno, tudi bilo je že deževno na severovzhodu države, ampak zdaj zaenkrat vreme drži. Pred nami pa je prva tekma 7. kroga slovenskega državnega prvenstva, torej v tem petkovem večeru začenjamo, ko je na cesti kolaps, to bosta kasneje potrdila tudi moja gosta v studiu, najprej pa, kot smo vajeni, seveda pari tega kroga, videli bomo, kaj nas vse čaka. Zagotovo dobro veste, da nas v nedeljo zvečer čaka prvi večni derbi v tej sezoni. Aluminij Koper, torej prva tekma, potem Radomlje Bravo, Mura Primorje, Celje Domžale in pa Olimpija Maribor, kot sem dejal, v nedeljo v večernem terminu. Tu v ozadju tudi vidite, kakšne so vremenske razmere, mi lahko samo upamo, da bo vse skupaj zdržalo skozi celotno tekmo. Kar se tiče same lestvice, Aluminij je to sezono začel odlično, najdemo ga na 4. mestu, ima prav takšen točkovni izkupiček kot Olimpija. Prišli tudi do tega nevarnega poizkusa preko Manserija, zdaj tudi Negve ukradel žogo, Negve nekako z pol razdalje v medkoraku. Poškodbo Dimel naj bi šlo pri Deniju Juriču, Tom je poškodovan in odsoten, dejal sem že, prav tako ni kapetana Maja Mittendorferja. Tole pa se bori Manseri, brez prekrška je žogo ukradel Feratoviču, nova priložnost za Koper, Manseri strelja in še enkrat sijajno Rozman. Kakšna obramba Matjaža Rozmana, Zeljkovič izjemen v skoku, toda žoga do Matondoja, Matondo, priložnost za Koper, trese se mreža, toda zunanjega dela, ampak tole bo po strelu Omladiča kot za goste. Ko je Aluminij zmagal z golom Jakuba Katuše z 1:0, prav priložnost za to, da Koprčane popelje v vodstvo z 1:0. Stresel tudi vratnico preko Kadaja, vid Koderman, tudi sami vidite, kako močno znova dežuje v Kidričevem. Prvi kot za domače, dobra podaja in tule je res malo manjkalo, da bi Šaubah ponovno zadev proti Kopru. Hitro so tole izvedli Kidričani, podaja proti Kodermanu. Koderman uspel je odložiti Blotku, bo Jagič dovolj hiter, da tola je priložnost za domače, Feta strelja in zadetek Fete celo z glavo. Pa je dočakal Feta svoj prvenec v prvi ligi, v 35. minuti so domači izkoristili protinapad in preko Fete povedli z 1:0. Jagič je bil tisti, ki je poslal podajo pred koprska vrata, Behar Feta pa v 36. nastopu v slovenski prvi ligi dosegel svoj prvenec. Tule poglejmo še enkrat, Blodek je poslal prostor Jagiča, tule je bilo vse čisto, potem pa Feta osamljen z 3 metrov z glavo, pa čeprav gre morda celo za najnižjega nogometaša na igrišču, uspeva zabiti za vodstvo Kidričanov z 1:0. Že teče zadnja minuta rednega dela prvega polčasa. Matondo otresel se je svojega čuvaja. Matondo, Šaubah ga skuša ujeti. Manseri, Manseri! In tudi tole je obranil Rozman. No, zdaj pa z naskokom najlepša priložnost za Koprčane. Manseri jih je imel vsaj 5-6. Še enkrat naj ponovim za tiste, ki ste se morda šele sedaj vključili v naš neposredni prenos. Tole je zdaj priložnost za Koprčane in zgrešil je Rimac. No, tule pa se je že zdelo, da obrambe za Kidričane ne bo več, pa je Rimac z ugodnega položaja sprožil mimo vrat Rincu, pa zdaj Omladič. Prekršek je bil to zdaj Simoniča. Priložnost, Rimac je sam in tudi tole je obranil Rozman. Neverjetno, kaj počne Matjaž Rozman in kakšne priložnosti zapravljajo Koprčani. Matondo, še ena priložnost morda v tem napadu za Koper. Manseri, tule je Nege na koncu zaključil z desne strani. Omladič, Omladič, priložnost in še enkrat na pravem mestu Rozman. Odpira se zdaj Aluminiju.
iz teh protinapadov. Priložnost, tole je bil prepovedan položaj, tule bo v nadaljevanju Perger znova vzdignil zastavico, ko se bo tale akcija končala. Kosi strelja, obramba Jurharja svojim pomočnikom. Harterc spušča za Matondoja, Matondo! In nova obramba Matjaža Rozmana. Sič opozarja svoje fante, da bo šlo za uigrano akcijo, ampak Iličić se je odločil za strel, mimo gola je šlo tole. Jan Petek na pragu selitve v Arabijo. Danes imajo Lanu Jovanoviću Kidričani, ki so tule imeli preko Kodermana še eno priložnost, le še Davida Krambergerja. Josip Iličić pošilja žogo pred vrata, gneča in Aluminij je tekmo dobil z golom Beharja Fete v 35. minuti. Matjaž, prvo vprašanje se samo po sebi postavlja. Si se morda šalil v ponedeljkovi oddaji pod prečko, si už morda premislil? Ne, mislim, da to dokončno odločitev je pa res, tako sem tudi takrat omenil. Želim si, da bi to bila ena moja zadnja in najboljša sezona. Res sem maksimalno motiviran in vesel sem, da zbiramo točke in da je ekipi zelo dobro. Če bi se pred sezono zbudili iz nekih najboljših sanj in odprli aplikacijo in pogledali, da je Aluminij po 7 krogih na drugem mestu, kaj bi dejali sami sebi oziroma tistemu, ki bi vam pokazal to lestvico, ki je zdaj realna? Ja, mislim, da če verjameš, je vse možno, tako da res je, da imamo dobro vzdušje, dobro kemijo se je ustvarila in ja, tako kot v življenju, tako v športu je vse mogoče in zaenkrat še nismo naredili veliko, kajti dolga bo še sezona in sigurno je dobro, da zbiramo točke takoj na začetku. Ampak ja, tako sem tudi že večkrat omenil, pomemben je, kako konča sezono. Ko sva se pogovarjala pred začetkom s trenerjem, je dejal, da danes pričakuje 3 točke, da je napočil čas, da 3 točke ostanejo doma. Vi skupaj na igrišču ste ta izziv več kot očitno vzeli resno. Trpeli ste v prvem polčasu, predvsem je bil Koper podjetnejši, ampak ste zdržali tudi s pomočjo vaših obramb. Kaj je tisto, kar vas kot ekipo trenutno dela tako uspešno? Mislim, da kemija in dobro vzdušje. Tako da že večkrat smo tudi doma nekako igrali dobre tekme, predvsem proti Celju, ampak nekako nismo zbirali točk. Danes smo nekako zbrali zmago z te 3 točke in vesel sem, da to zbiramo, da smo končno prebili led tudi doma, da smo doma zmagali. Res je, da mogoče ni bila najboljša tekma, ampak ne igramo na lepoto, igramo na točke. Pojdite se poveseliti z vašimi soigralci. Uživajte. Fran, lahko bi opisala to tekmo kot tekmo zapravljenih priložnosti z vaše strani. Predvsem v prvem polčasu ste imeli popolno prevlado, ogromno strelov zicerjev, kot jim radi rečemo, tudi v drugem, ko se je na nek način še razbranil vratar Aluminija, potem pa ste bili kaznovani v bistvu z enim hitrim protinapadom. Je težko sprejeti takšen poraz po še eni učinkoviti predstavi v napadu, ki pa naposled ni dala gola niti točk? Pa svi znamo da je teško gostovanje u Kidričevu, očekivali smo da je protivnik kompaktan i čvrst, borben, svi zajedno. Mislim da svoje prilike koje smo imali čiste nismo iskoristili, koje smo trebali iskoristiti. To nas kaznilo, jednostavno kaznite u nogometu to i to je tako. Moraš zabiti. Mislim da smo imali lako u prvom poluvremenu 3 čiste gol šanse i mogli smo završiti utakmicu u prvom poluvremenu. Kar naporen je bil ta prvi del sezone za vas. Evropa, 7 krogov v prvi ligi, tudi vrhunec, lahko rečeva, zmago proti Olimpiji v Ljubljani. Navkljub današnji točkovni ničli, ali odhajate vsaj zadovoljni na ta odmor? Pa mislim, ja osobno ne. Mislim da i ekipa ne. Jer današnji poraz nam je to baš pokvario i mislim da smo žalosni i tužni što nije drugačije. Mogli smo sa 16 bodova otići na odmor i isključiti se malo iz borbe. Ali nažalost, opet kažem, to je nogomet.
to je nogomet i kaznite i moramo trenirati još bolje i to je to. Hvala in srečno v nadaljnji Hvala. sezoni. Slaviša, ko sva se pogovarjala pred tekmo, ste si zaželel pozitivnega rezultata danes v Šumi. Vaši fantje, predvsem v prvem polčasu, so imeli nadzor na tekmo, imeli posest, imeli priložnosti. Ali se vam zdi, da ste morda dovolili sami, da se tudi na nek način nasprotnikov vratara zbrani, da danes zapuščate Kidričevo z ničlo? Ja, imeli smo več kot dovolj priložnosti za zadetek. Vratar Rozman je imel svoj dan, pri tem smo mu kar nekajkrat pomagali, ker so te streli šli nekako v njegov doseg. Rok je izjemno korpulenten, preveliko priložnosti smo zgrešili in enostavno si kaznovan za tako število zgrešenih priložnosti, kar ne pomeni, da vratar Rozman ni dobro branil. Je branil odlično in najbolj zaslužno, da je ekipa Aluminija danes zmagala. Kar naporen je ta prvi del jeseni za vami z evropskimi tekmovanji, z nastopi v domači prvi ligi. Je morda tudi to botrovalo k današnji neučinkovitosti, kajti vemo, da je Koper bil zelo učinkovit v prvem delu? Ne, ni utrujenosti, tukaj nimamo kaj mi iskati izgovore. Dejstvo je, da sta dva najbolj pomembna napadalca naša, oba dva odsotna in poškodovana. To mislim, da je glavni razlog za današnjo neučinkovitost, ker ona dva iz teh priložnosti, govorimo o bratih Jurič, sigurno, ali pa po vsej verjetnosti, bi sigurno kaj zadela, tako da enostavno treba čestitati ekipi Aluminija na zmagi. Zadeli so, to so požrtvovalno in odgovorno odbranili in čestitke za zmago. Sledi reprezentančni odmor, ki bo verjetno tudi prav prišel vam, da malce strnite misli po tem napornem prvem delu. Kaj bo tisto glavno, čemu boste posvečali pozornost v tem odmoru? Ja, prvo, da se vrnejo vsi poškodovani igralci, da tisti, ki so na meji, da dvignejo svoje sposobnosti, da ti igralci, ki niso optimalno fizično pripravljeni, da pridejo do tega optimuma in to je poudarek, kaj bo v naslednjih 14 dneh. Hvala in spočite se. Hvala. Ko sva se pred tekmo pogovarjala, ste odkrito napovedali napad na 3 točke. Na nek način ste tudi izvali vaše fante in vaši fantje so odgovorili na to in pripeljali končno te 3 točke domov, oziroma da ostanejo te 3 točke doma v Kidričevem. Ja, se strinjam, definitivno sem jih izval, ampak imel sem za to čvrsto osnovo. Vem, kaj smo počeli skozi celi teden, vem, kako smo se mentalno pripravili na nasprotnika, ki je definitivno ultra kvaliteten in na koncu zgarali to do zadnjega atoma moči, tudi z pomočjo naših zvestih navijačev, ki so danes pokazali drug obraz, še bolj pozitiven. Menim, da na koncu zasluženo zmagali. Ko ste se pred začetkom sezone pripravljeni na nastope v prvi ligi Telemach, če bi vam nekdo pokazal lestvico in pokazal, da boste po 7 krogih na prvi reprezentančni odmor odšli s 13 točkami in na drugem mestu, kako bi ga pogledali oziroma kaj bi mu dejali? V bistvu niti ne predebelo, glede na to, da sem že v nekaterih intervjujih dal jasno vedeti, da je moja mentaliteta zmagovalec in da bomo tudi v elitnem tekmovanju iskali način, kako zmagovati še naprej. To nam zaenkrat zelo dobro uspeva, ampak se pravim, zatem je veliko dela, garaštva, analize, dajanja, fokusa in pa predvsem razdajanja posameznikov, ki so danes res bili na maksimumu. Ja, to je bila res garaška predstava, to smo mislim, da vsi, ki smo danes tu na tekmi videli, pa moramo vseeno še nekoga izpostaviti iz te garaške predstave. To je zagotovo vratar Matjaž Rozman, pred dnevi tudi na naši oddaji na nek način odprl, da je to njegova poslovilna turneja. Se ga da morda prepričati, sam pravi, da ne, ker vidim, tudi slišal sem, ko je prišel v garderobo, da je prejel bučen aplavz strani soigralcev. Dobro, tu imamo še kar nekaj manevrskega prostora, govorim predvsem o času, ki ga imamo z njim, da ga probamo preusmeriti, da mu probamo poizkusimo preusmeriti misli v drugo smer. Šalo na stran, definitivno je danes pokazal točno to, za kar smo upali, da ga lahko pripeljemo, dal tisto stabilnost, kvaliteto v trenutkih, ko smo trpeli in to je to. Za konec še prihaja prvi zaslužen odmor v tej jeseni. Kaj bo tisti glavni poudarek, kakšen dodaten prost dan več, morda glede na uspehe, ki so bili doseženi? Ja, definitivno bomo mi to pauzo izkoristili za
za dodaten odmor, glede na to, da zimska pauza ne bo optimalna. Vsekakor se bomo dobro spočili in pa se posvetili segmentom, v katerih imamo še potencial. Imamo sicer mir, glede na rezultate trenutne bomo to lahko počeli v večjem miru in probali ostati na tej točki definitivno, kjer smo, in iz tega izhajati, ne prekinjati te serije, te energije in tudi v prihodnje biti ekipa, kot smo bili do sedaj. Hvala in obilico uspeha v nadaljnji jeseni.